tednu, ki je za nami, smo imeli še posebej v mislih naša dekleta in žene. Odmeva pa tudi napovedana interpelacija vladi, dogajanje na področju medijev in pa gradnja kanalizacije čez ljubljanski vir pitne vode. Pozdravljeni v Odmevu tedna, ki ga bova tokrat komentirala z odgovornim urednikom portala domovina.je, Rokom Čakšem. Rok, pozdravljen. Dober dan. Torej, 8. marec, naše vrle feministke, ki so zasedale nekatere ulice v Ljubljani pred 2 dnevoma, so povedale, da to ni dan praznovanja, ampak dan upora. Kako ti razumeš to njihovo uporništvo? Ja, komentiranje tega je za moške mogoče bolj na tankem ledu, hitro smo lahko obdolženi kakega šovinizma ali česa podobnega. Zato jaz, ko gre za te teme, rajši berem ali pa citiram našo Andrejo Barat, ki objavlja neke zelo zanimive komentarje na temo feminizma na našem portalu domovina.je. Recimo na to temo je napisala en članek z naslovom Sodobni feminizem ženski ne zaupa, zato je potreben nov feminizem za nov čas. In če tukaj preberemo, kaj pravijo o tem boju za 8. marec oziroma današnjem boju žensk, kaj pa, če bi feministke začele ozaveščati mlada dekleta, da se morajo ceniti, da morajo od fantov zahtevati spoštovanje, da naj ne prodajajo svojega telesa za ščepec pozornosti, da so oblačila namenjena varovanju njenega dostojanstva in ne cenenemu ovitku cenene embalaže, da splav raztrga telo njenega otroka in njeno dušo. Recimo, to so neki lepi cilji za današnji boj za enakopravnost žensk. Ja, to so neki problemi, se mi zdi, ki se dejansko soočajo, ne pa stvari, ki smo jih poslušali praktično celoten 8. marec. Sem se spomnil na bodečo nežo, ki je bila razglašena, torej kot seksistko leta so razglasili ravnateljico, ki opozarja ravno na te iste stvari in to nič kaj nekulturno. Zanimivo je tudi praktično poslušati to jedikovanje, če citiram, recimo, nasilje nad ženskami ima epidemične razsežnosti, prizadeva pa ženske vseh starostnih skupin, kultur, ras, spolnih usmerjenosti, fizičnih sposobnosti. To so praviloma povezane z vprašanji moči, dominacije, mizoginije, sovraštva do žensk, vzrok nasilja, patriarhat. To je, kot bi poslušali neke disidentke iz Afganistana ali pa iz Irana, ne pa iz Slovenije v 21. stoletju. To se mi zdi tak zelo zanimiv. Po drugi strani so pa ravno tudi recimo Mladi za življenje odgovorili 8. marcu, ki pravzaprav opozarja kot eden glavnih problemov dostopnost do splava, da pravzaprav se na 8. marec spominjamo tudi vseh nerojenih deklet, ki jim ni dano, da bi, oziroma ki so med najbolj ogroženimi ženskami pravzaprav v naši družbi. Tako da to je tak zanimiv koncept 8. marca, ki ga nekateri praznujemo, ker cenimo ženske, nekateri bi pa radi izvajali nek upor, ki se težko pogovarjamo, da bi bil res osnovan. Ključno se mi tu zdi, da bolj ko so realni neki cilji boja za ženske pravice ali pa enakost žensk v naši družbi, bolj ko so realni, bolj so tehtni, bolj imajo neko res vrednost, tudi širše. Bolj kot so pa za lase privlečeni ali pa sodijo v nek drugo okolje, recimo, kjer so res te problemi aktualni, bolj kot pa pri nas, bolj je to potem manj otipljivo ali pa manj realno. Ja, tisti, ki opozarjamo, te smo že skoraj kandidati za bodečo nežo. Pravzaprav se včasih že sprašujem, da je to pravzaprav neke vrste nagrada. Ti bi si jo počasi že zaslužil. Ja, vsako leto pogledam, če me bodo nominirati, pa me še vedno niso. No, ampak, če grejo naprej, ta teden odmeva recimo interpelacija vlade, ki jo je vložila oziroma predlagala SDS z vsemi svojimi 27 poslanci. Temu se ni pridružila Nova Slovenija, nekako niti niso povabili zraven. Zdaj, od same vložitve interpelacije prejšnji petek v Planici, pa nekako lahko spremljamo tak ping-pong med obema opozicijska strankama. Predlagam, da si pogledamo nekaj izjav iz tega tedna. Interpelacija je razprava o spornih ukrepih, dejanjih vlade, tudi napovedih, neizpolnjevanju njihovih lastnih obljub. Se vsak pameten človek iz lastnih napak nekaj ne uči. In če kaj, potem smo se v preteklosti naučili, da samo kritizerstvo in pa rušenje ne prinaša novih zmag. Tukaj pa so potem nastali zadržki pri Novi Sloveniji, ker pač na določenih
kadrovskih segmentih je to stranka, ki sodeluje z vladno koalicijo. To, da nismo uspeli izbrati dovolj podpisov za interpelacijo, nas je na nek način prisililo, da smo naredili nov razmislek in iz koncepta proti, ker interpelacija predstavlja, pripravili koncept za. To pa so priporočila vladi. Za več prisotnosti vrednot osamosvojitve v naših učnih načrtih, za več prisotnosti osamosvojitve v programih izobraževanja naših učiteljic in učiteljev, ki delajo z našimi otroki, in pa za ohranitev samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve. Mi je pa zanimivo, no, ta preobrat iz, bom rekla, opozicijske drže, da opozarjaš koalicijo, da opozarjaš na nepravilnosti, ker drugače se ne sliši oziroma ne vidijo te nepravilnosti vlade, v to za, ne. Mi smo še vedno pripravljeni podpisati njihovo interpelacijo zoper ministrico, ker mislimo, da ima znotraj te kolektivne krivde še neko, bom rekel, specialno krivdno mesto pri tem. Iščemo poti, kako volivcem predstaviti naše zgodbe, naše koncepte in naše predloge tako, da jih bomo navdušili, da bojo v prihodnjih letih šli na volitve in izbrali desno-sredinski blok. Skratka, NSI naredila nek preobrat od interpelacije, ne? Na drugi strani Janša jim očita, da kolaborirajo z vlado. Je zdaj to neka kolaboracija z vlado? Je to neka tretja pot v stilu Boruta Pahorja? Kako si ti do to? Prej bi rekel, da vidimo, da se okoli te interpelacije zelo malo ukvarjamo z Robertom Golobom, ampak mnogo več z razmerji na desni sredini, in mislim, da je to najbolje odlično povzel na Twitterju Žiga Turk, ki je napisal, da se mu zdi, da ima občutek, da ta interpelacija ni toliko, da SDS interpelira vlado, ampak da interpelira Novo Slovenijo, ne. To pomeni, problemi, ki izhajajo iz desnice, se zdaj slikajo v razmerju do vlade, v resnici pa gre za razčiščevanje stvari na desni sredini, ne. Kajti, ne, kot vidimo, je zadnje tedne je podpora Golobovi vladi padla, ne. To pomeni pod 50%. To je že posledica tega, da smo že toliko oddaljeni od volitev, da volivci te vlade ne presojajo več skozi ta anti-Janša refleks, ki je prej odločilno vplival na to, da je Robert Golob zmagal, ne. To pomeni, ko je ta refleks odstranjen iz njihovega pogleda na vlado, opažajo dejanske probleme, s katerimi se ta vlada ukvarja oziroma ne ukvarja, ne. To pomeni, veliko govorijo, veliko obljubljajo, ampak 9 mesecev je minilo in je malo efekta, malo učinka, ne. Če ni tega efekta Janša zraven, se ukvarjajo sami s seboj, imajo razprtije, se navzven vidi, da niso enotni, da vsak za svoje interese vleče in podobno, ne. Janez Janša je pa njihova referenčna točka, ki jih združuje. Zato v bistvu ta interpelacija, ki zdaj je čaka, torej vlade, ki je posledica nekih razmer na desnici, je v bistvu v koristi Robertu Golobu v smislu, da bo lahko bolj poenotil svojo koalicijo spet na tej referenčni točki do Janeza Janše. Volivce bo spet spomnil, poglejte, če nismo mi, je pa tu Janša, ne? Janša spet nagaja, ne? In to v bistvu v tem trenutku bi bilo bolj smiselno. Strategija, ki je odlično povzel v intervjuje za Domovina, je dr. Vinko Gorenak, ko je rekel, da nam preostane samo, da sedemo na rob Save in počakamo, da mimo pripravijo politična trupla. To je želel povedati. Torej, umaknimo se iz scene, zato, da bodo volivci videli, kakšna dejansko je ta vlada, brez nekih filtrov desnice, ki potem ta pogled kazi, in potem bomo mi dobili priložnost, da z neko vsebino in z močnim nastopom, z močnim argumenti, z močnim programom, mi pokažemo, to je pa naša alternativa, da bo bolje, ne? In mislim, da Nova Slovenija je prav to pot nekako obrala, ne? Malo me spominja, omenjal si tretjo pot, ne? To me spominja dejansko na tisto Pahorjevo tretjo pot, kjer je situacija po svoje bila podobna. To pomeni, glavna stranka, skupna vlada je izgubila, glavna stranka je bila LDS, bili so zelo močni, ne? In Pahor je bil, takrat je bila Združena lista socialnih demokratov, so bili v neki defenzivi, ne? Imeli so približno toliko poslancev, ko zdaj NSI kakšnega več, 10 mislim, da. In Pahor je takrat rekel, ok, da imamo mi ambicijo, postanemo najmočnejša stranka, dajmo mi neko konstruktivno držo zavzeti do prve Janševe vlade, stopili so takrat tudi v partnerstvo razvoj in so bili izjemno kritizirani strani močnejšega, torej LDS partnerja, ne, sploh Gregor Golobič je bil zelo kritičen, se takrat spomnim, ne, in tudi te levega zaledja, ne, da kolaborirajo z Janšo takrat, ne, ampak Pahor je bil trdno, je vztrajal pri svojem in sčasoma je prevzel primat in postal in naredil edino zmago do zdaj, speljal edino zmago do zdaj socialnih demokratov na volitvah, ne. Torej,
in prevzel oblast leta 2008. Ne? Morda se NSI tukaj zgleduje potem, je pa res, da so nekatere razmere drugačne. Ne? To pomeni, takrat je Drnovšek, ki je šel, torej močni voditelj je šel iz levo-sredinskega pola na predsedniško funkcijo, LDS je bil iskal novega voditelja in tudi zgubili so oblast in tudi volivci so bili bolj labilni, kot bi rekel zdaj, recimo ti volivci desne sredine, kjer Janez Janša kot obstoječi močni voditelj še vedno prepriča 200-250 tisoč volivcev, da res trdno stojijo za njim, ne glede na to, kaj dela, pa tudi, če dela napake. Ne. Tako da Novi Sloveniji bo v tej poti je po svoje razumljiva in smiselna, če ne želijo za večno stati na nekih 6-7%, da probajo nekaj drugega doseči, ampak jim bo mnogo težje. Ne. Ja, zdaj, vseeno, če se osredotočiva še na morda samo vsebino interpelacije, ne? Zdaj govorimo o glavni točki, ki jih opozarjajo ukinitev muzeja osamosvojitve, potem ukinitev demografskega urada, sama recimo tudi proti gospodarstvu nastrojena politika. Pravzaprav se zdi, kot da aktualna vlada praktično izziva vse nekako domoljubne ali pa vsaj nekoliko slovensko čuteče ljudi, ne? Poleg že omenjenih stvari, ne? Smo slišali še vračanje spomenikov iz totalitarnega časa komunizma na recimo protokolarne objekte, potem park, ki ga napovedujejo, park izbrisanih, ne, ukinjamo muzej osamosvojitve, postavljamo park izbrisanih, to je, kot bi se posmehovali nekako slovenskemu narodu. Ne? Tu bi rekel, tukaj lahko vidimo, kaj je dejanska tista temeljna točka ali pa temeljna vrednota recimo desne sredine, pomladnih strank in pa leve. Ne. Sicer levičarji pravijo, da smo osamosvojitev izpeljali vsi in seveda tudi narod je v veliki meri bil poenoten, ne. Ampak predvsem del te trde levice, kako bi mu rekli, ne, je seveda to vzel pragmatično. Ne. In ker ne jemlje osamosvojitve kot svojega vrednotnega temelja, ampak se samo nekoliko to kamuflira, ne, iščejo drugi vrednotni temelj. In ta vrednotni temelj izhaja iz NOB, ne, revolucije, o kateri se zdaj ne govori preveč na glas, ker ni preveč popularno, in vsega, kar je bilo narejeno napak v procesu osamosvajanja. Ne. In tukaj lahko razumemo to, se je zgodila tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, je presodil, glede na okoliščine, da so veliko ljudi špekuliralo gor pa dol, da nekatere krivice so tu bile storjene. Ne. Ampak to je neka napaka, ki se je zgodila in zdaj bomo mi častili oziroma spomin na to napako, kot da gre za holokaust ali pa nekaj podobnega. Skratka, še vedno nismo zmožni pokopati recimo ljudi, ki smo jih pobili med drugo svetovno. Kar je seveda ironija velika. Torej, tu gre za neka različna vrednotna temelja v izhodišču in tukaj lahko slovenski narod vidi, kakšen je vrednotni temelj recimo te pomladne desno-sredinske opcije, ki je izpeljala osamosvojitev, tudi 30 let potem, in kakšen je dejanski vrednotni temelj te druge opcije, ki izhaja iz tistega komunističnega časa, ne, kjer so povedali, kot je Stane Dolanc povedal, ne, da oblast pripada komunistom. Ja, zdaj vprašanje, ki se tukaj pojavlja, pravzaprav je sploh mogoče zares biti konstruktiven ob taki, bom rekel, tako zelo destruktivni oblasti, kot jo trenutno imamo. Tako da bo imela Nova Slovenija recimo svojo željo po bolj konstruktivni drži verjetno kar hude težave, verjetno hujše kot recimo socialni demokrati, ko so pač želeli biti konstruktivna opozicija nekako drugi opciji. Ne. Zanimivo je še mogoče iz tega vidika tudi nekaj še nagovorov Roberta Goloba. Ne. Nagovoril je dan pred 8. marcem gospodarstvenike, ki so imeli podelitev nagrad, ne, pri čemer jih vabi iz gospodarstva v politiko. Ne. In če se komu od vas ne izide in mu bo res hudo, se spomnite na nas, pridite mimo mene. V javni upravi nam krvavo primanjkuje ljudi, ki imajo izkušnje iz gospodarstva. Bomo sigurno našli službo tudi za vas. Reform se nihče ni loteval 15 let. Danes po 2 mesecih zganjati časovni pritisk za nekaj, kar se ni izvajalo 15 let, je neodgovorno in otročje. Niste prišli v Tarčo, niste odgovorili, zakaj ne? Zaradi tega, ker ta tema je bila predvolilna tema, takrat jo je sprožil SDS preko z uporabo represivnih organov Slovenije, jih je sprožil v svojih medijih, vsa pojasnila so že takrat dal, popolnoma nič se ni spremenilo.
Skratka, Golob vabi gospodarstvenike v politiko, ne obratno, ne sprav, da bi imel močno gospodarstvo. Ne. Na drugi strani smo lahko videli tudi njegovo izjavo o Odmevih, kjer se zdi, kot da ni opazil, da že 9 mesecev vlada, ampak se mu zdi, kot da vlada šele 2 meseca in da v 2 mesecih pa res je preuranjeno, da bi karkoli od njega pričakovali. Ne. Kako si razumeš ti našega premierja? Ja, če se nanesem na to izjavo, ne, to pomeni, tu vidimo neko zanimivo logiko te oblasti ali pa leve politike. Ne. To pomeni, če vam gre slabo podjetniki, pridite v državno upravo. Ne. Prava logika bi bila, dajmo mi narediti čim bolj ugodne pogoje v državi za podjetništvo, da bo šlo podjetnikom čim bolje. In če bo kateremu zaškripalo, da mu pomagamo, da se pobere in nadaljuje podjetniško pot. Ne. Logika pa, mi bomo otežili razmere, dvignili bomo davke, vse nekaterim zaradi tega boste propadli, zato pa pridite v državno upravo, ne, je v osnovi, po mojem prepričanju, zgrešena. Ja, še posebej, ker se ne razume, da brez gospodarstva pravzaprav tudi v javni upravi nima nihče kaj delati, ker nekih financ za to sploh ne bo. Ne. Je pa zanimivo tudi Golob, ko je še bil v gospodarstvu, ne, se je zapletel v nekaj sumljivih poslov, predvsem na Balkanu, v katerih so raziskovali predvsem v državah nekdanje Jugoslavije precej bolj aktivno kot pri nas. Ne, tudi mi smo sicer objavljali določene dokumente na to temo, pa vendarle ne, Golob je zelo z veseljem pride v medije, ko lahko se pohvali z investicijami, ne, ko se dogajajo uspešni, ko podjetniki dobivajo nagrade, ne, po drugi strani pa ni želel priti v tarčo, ne, ko so ga želeli spraševati o balkanskih poslih in ko so ga zdaj v Odmevih še enkrat na to temo vprašali ob koncu oddaje, ne, se je spet izmikal. Skratka, premier afero, ki mu je očitno predstavlja nek problem, označi kot predvolilno temo in da je s tem stvar zaključena, ne, novinarji pa potem zaključijo oddajo. To je nek modus operandi premierja Goloba, ki se še vedno sklicuje, da tam, kjer mu kaj zaškripa ali pa nekaj ni v redu, reče Janša je kriv. Ne. Isto je bilo pri menjavi ministrice za notranje zadeve. Ne. Ja, niso počistili Janševih kadrov. Ne. To pomeni, on neke dejanske probleme zakriva za anti-Janša refleksom in se izogne vsebinski obravnavi tega. In tukaj bi morali biti novinari izjemno pozorni, da ta spin ne nasedejo na ta spin ali pa ga da ne spustijo skozi. Torej, mi lahko zahtevamo vsebinske odgovore od predsednika vlade glede tako problematičnih tem, kot je bila menjava ministrice za notranje zadeve in še posebej ti zelo, zelo sumljivi balkanski polsi GEN-I-ja. Bolj, ko se izmika, bolj, ko se zgovarja na Janšo, bolj smo lahko sumljivi, a je tu res bilo vse čisto, tako kot pravijo njegovi odmetniki v Tarči, ne? Kar je zanimivo v Tarčo, takrat ni šel, je pa šel na 24 ur zvečer, ki je praktično sporedna oddaja, torej se je dejansko izognil tistemu nastopu. Ne? In to si premier na tej položaju ne more privoščiti. Lahko se je skrival kot menedžer, čeprav državnega GEN-I-ja, ne more se pa skrivati kot predsednik vlade. No in tukaj se ravno pokaže ta pomembna vloga medijev, ki so bili ta teden tudi nekoliko na tapeti. Najprej je odmeval obisk evropske komisarke Vere Jourove v Sloveniji, sestala se je z predsednikom Ustavnega sodišča, kar je marsikdo lahko razumel kot pritisk pravzaprav na Ustavno sodišče. Sama Jourova je že v času prejšnje vlade in potem tudi na začetku te bila jasno na strani podpornikov novele zakona o RTV-ju, izrazito kritično do prejšnje vlade dostopa do medijev. Na drugi strani, recimo, ko se dogaja praktično madžarski scenarij prevzemanja medijev strani vladne strani, ki ga je zaenkrat Ustavno sodišče ustavilo, pa pravzaprav se zdi, kot da pritiska na Ustavno sodišče, ne pa na politiko. Ne. In na drugi strani potem včeraj je odgovor Romane Tomc, ki je organizirala v Evropskem parlamentu simpozij pravzaprav na to temo, se pravi, opozarjala na situacijo v medijih, tudi Evropsko komisijo in tako naprej, s tem, da se zdaj morda vsaj v Evropo tudi z druge strani na nek točki prinaša informacije o tem, da morda v Sloveniji vendarle ni vse tako enostransko, kot se je morda zdelo v času mandata prejšnje vlade. Ne. Kar se Vere Jourove tiče, vemo, kateri politični skupini pripada, torej to so evropski liberalci, ne, in tukaj verjame eni strani, ne verjame drugi strani. Kaj je ključno to? V vsakem primeru ta izvoz te teme v tujino ni dober za Slovenijo, ne, in izvozili so jo v mandatu prejšnje vlade in naredili izrazito enostransko sliko dogajanja v Sloveniji. Ne. In zdaj pač je to Romana Tomc, seveda upravičeno z njenega vidika, nedvomno želela uravnotežiti nekoliko oziroma pokazati drug vidik. In pomembno je, da tistih 5-6 poslancev v Evropskem parlamentu, ki ta tema dejansko zanima, ne,
da slišijo tudi drugi vidik in da s tem mi zaključimo enkrat to pranje domačega umazanega perija v tuji javnosti. Koga zanimajo take situacije v neki Sloveniji, a si bi midva ukvarjala z stanjem medijev na Češki ali pa recimo na Slovaški. No. Nekako so poskušali to aktualizirati, da so vezali na Orbana. Ne. To pomeni, so rekli, ja, prejšnja vlada je pa Orbanova, to je naslednji Orban je Janša. Ne. Tako so želeli ta nasplošni neinteres za te teme, ki imajo kup drugih problemov v Evropski uniji, ki jih imamo, ne. Od energetske draginje do sodelovanja z Rusijo, odnosa do Rusije, vojna v Ukrajini, inflacija, vse živo, ne. So želeli nekak pozornost, ampak ta tema je v bistvu notranja politična slovenska tema, ki je izvozila na zven in upam, da je zdaj zaprta. Ja, bi si nekako želeli, še posebej ob tem, da se recimo praktično te prakse pojavljajo zelo politično pogojeno. Se pravi, po eni strani se preganja enake stvari, ki jih delajo desničarji, na drugi strani se pravzaprav celo hvali z neke vrste oziroma podpira, če to isto stvar dela levica, neodvisno spet. Tukaj se tudi Evropska komisija nekako kaže kot manj verodostojna, kot smo si morda želeli ali pa kot bi si želeli, da bi Evropska komisija bila. Morda nas sam spominja, da je Evropska komisija tudi politični organ. Ne? To. Bi pa rekel še to glede zadržanja tega zakona RTV novele, ne? Da so zadržali ta zakon sodišče v tej sestavi, ne? Je moral biti pritožba, ne? Oziroma apel na ustavno sodišče izjemno kvalitetno in utemeljena, ne? Ker drugače se to ne bi zgodilo. To pomeni, dr. Matej Avbelj, mislim, da je to sestavil, in če vemo, da je on zadevo pripravil v imenu gospoda Gregorčiča, ne, da so tu argumenti, ki stojijo in nekateri na ustavnem sodišču so se verjetno ustrašili za svoje kariere, če bi to šlo na Evropsko sodišče za človekove pravice in z tega ven lahko sklepamo, da je zadeva najverjetneje utemeljena. No, če spremljamo dogajanje vlade, kjer se časovnice reform in ukrepov kar nekako zamikajo, pa postaja še ena zanimiva točka, ki je spet značilna recimo za aktualno in nje sorodne vlade, ne, in sicer da neke probleme v sedanjosti poskusijo nekako na hitro rešiti, zato da zaprejo neko temo in jo prestavijo pravzaprav v prihodnost. Ne. Zdaj smo v tej prihodnosti v situaciji podrejenih razlaščencev, ne, pri sanaciji bank, ko se zadeva dogaja leta 2013 pod vlado Alenke Bratušek in potem še enkrat prestavila pravzaprav z spornim zakonom, za katerega je bilo že takrat jasno, da bo na ustavnem sodišču padel leta 2018, ne, pod vlado Marjana Šarca. Zdaj smo priča temu, da je ustavno sodišče to razveljavilo, ne. Spet bodo padale odškodnine, ne, ampak te ljudje praktično niso več na oblasti z izjemo Marjana Šarca in Alenke Bratušek, ki sta sicer še vedno ministra, pa vendarle politično že povsem praktično pogoreli osebi. Ne. In na drugi strani spremljamo zdaj dogajanje, ki nas bo verjetno drago stalo v prihodnosti, ne, gradnjo kanala kanalizacijskih odplak čez vodovarstveno območje, kar praktično opozarjajo vsi relevantni strokovnjaki in od NIJZ do različnih okoljevarstvenikov, da je to povsem inženirjev, da je to povsem nesprejemljivo. Ne. Ja, politika se načeloma vedno trudi, da neke stvari, tiste pozitivne iz neke teme pobere, tiste negativne pa prestavi v prihodnost, naj se s tem ukvarjajo druge vlade in tukaj je tipični primer. Ne. S tem, da pri tem kanalu C0 je še nekaj opazno, da ne glede na to, da so ugotovili, da tam neka parcela nima, da Janko in za njo nima gradbenega dovoljenja, pa posega v njo, pa še nekaj zdaj je prišlo nekaj novega, ki se zdaj z glave točno ne spomnim. Kaj, ne glede na to, za vsako ceno bo potegnil te 3 kilometre, ali koliko še je 2 kilometra kanala in to je približno ta logika črnogradnih. Ne. Torej, dajmo zgraditi hišo, ne. Potem se bomo pa ukvarjali z njeno legalizacijo. Ampak tukaj gre pa za pitno vodo v Ljubljani. Ne. In tu je druga stvar, ki je tu tako intrigantna, pada v oči, da medijem ta tema ni pomembna, da aktivistom tem, ki so tako glasni bili pri referendumu za pitno vodo, ki sploh ni bil referendum za pitno vodo, ampak pa referendum o zakonu o vodah, da jih zdaj nikjer ni. Ne. Kje je Nika Kovač? Zakaj ne vidimo, kako jo pretepajo varnostniki na C0 kanalu, tako ne želim seveda, da jo pretepejo. Hočem povedati, kaj se dogaja ljudem
ki ščitijo to. Ne? Kje so ti aktivisti, zakaj ne stojijo za njimi? Ne? Gost v naši vroči temi pri Luki Svetini, eden od lastnikov zemljišča, jasno povedal, večkrat smo pisali nevladnim organizacijam, pisali smo 8. marcu in stanju, dajte nam pomagati, ampak so jih vsi ignorirali. Torej, zakaj jih ignorirajo? Ne? Zakaj niso tam? Ne? Zakaj mediji to vsakodnevno ne problematizirajo? A če bi bil zdaj Ljubljana imela desnega župana, a ne bi bilo to glavna tema v vseh dnevnikih, da hoče desni župan, sploh recimo, če bi bil SDS-ov župan, da hoče Ljubljančanom zastrupiti čisto pitno vodo, razumete? Ne? To je ta dvojni kriterij, ki jih imamo v Sloveniji, in ti dvojni kriteriji, dokler ljudje niso na njih občutljivi, gre na škodo ljudstva, ne glede na desnega ali levega, vodo pitno, dobro, kvalitetno pijejo tako levi kot desni, ne? In zato je skupen interes, da se take stvari obravnavajo, da se razčistijo, da se stvar naredi tako, da ne bo ogroženo zdravje, varnost, karkoli ljudi, ne? Ja, ne, zdi se sicer, da je končno po teh volitvah nekako Janković dobil nekaj glasnih nasprotnikov. Ne? Pravzaprav v mestnem svetu se zdi, kot da so združili pri tem kanalu C0 celo svoje vrste, tako Aleš Primc kot Tina Bregant, kot nekateri svetniki stranke Levica, ne? Kar je tudi po svoje zanimiva koalicija, ne? Ali pa kombinacija, ampak vendarle na drugi strani pa vidimo praktično inštitut 8. marec, ne? Ki se bori tako za ženske kot za vodo, ne, še celo Baracku Obami razlagajo, kako so se borili za pitno vodo, ne, zdaj pa, ko gre pa za Jankovića, pa ni problem ne spolno nasilje, ne uničevanje pitne vode, ne, celo še huje je tam, ker zdaj niso dobili dovoljen, zdaj delajo kanal okrog tistih parcel, kar še dodatno povečuje tveganje, ne, za neke razpoke, posebej še, če bi prišlo do potresa. Ne. Se pa na drugi strani Nika Kovač ukvarja z posamezniki, ki klečej molijo v Zagrebu na glavnem trgu vsako soboto. Ne. To pa je očitno tista tema, s katero se Nika Kovač ukvarja. Ne. Ja. Zanimivo pri tem je, da naenkrat ti moljivci na trgu toliko motijo. Nasplošno vsi pravimo, koliko je pomembno, da ljudje grejo na shode, da na javnosti nastopajo, da izrazijo svoje stališče. To je načeloma pozitivno sprejeto, tudi če so potencialno kontroverzni. Ne, ko smo imeli anticepilce na ulicah, imajo sporna stališča, ampak imajo pravico, da protestirajo, čeprav tam je bil problem tudi, da so bile covid omejitve, ampak zdaj ni omejitev, načeloma. Ne. In zdaj za vse se lahko protestira, samo molice pa ne sme na javnem mestu. Ne. To je ta ironija. Ljudje, ki ne verjamejo v Boga, jih tako zelo moti, če nekateri molijo. Ne. Ja, tisti, ki so najbolj tolerantni. Ne. Ja, mi smo tolerantni do drugače mislečih, ne, dokler mislijo tako kot mi. Ne. Evo, prišla sva do konca. Rok, hvala za današnje komentarje. Mi, spoštovani gledalci, pa si pogledamo, kaj je še odmevalo v preteklem tednu. Odločitev Evropske unije, da od leta 2035 prepove proizvodnjo avtomobilov z notranjim izgorevanjem, je prestavljena za nedoločen čas. Ključna za odločitev je bila napoved Nemčije, da se bo o glasovanju vzdržala. Predlogu nasprotujejo tudi Italija, Poljska in Bolgarija. Urad vlade za informacijsko varnost je tudi slovenskim javnim uslužbencem odsvetoval uporabo aplikacije TikTok na službenih napravah. Podobne smernice veljajo tudi v drugih evropskih državah, medtem ko so v ZDA in Kanadi nalaganje aplikacije na službene naprave prepovedali, v Indiji in nekaterih drugih državah pa je aplikacija že v celoti prepovedana. V Ukrajini so ruske enote znova bombardirale cilje po vsej državi, umrlo je 9 ljudi, deli države so ostali brez ogrevanja in elektrike, iz omrežja je bila izključena tudi največja jedrska elektrarna v Evropi v Zaporožju. Rusija je napad izvedla kot maščevanje za domnevni teroristični napad v ruskem Brdjansku, glede katerega Ukrajina sicer zanika odgovornost. V središču Kijeva so se s plakati zahvalili 4 evropskim voditeljem, med njimi tudi Janezu Janši, ki so lani kot prvi po začetku vojne obiskali Kijev, tedaj s 3 strani obdan z ruskimi vojaki. V Turčiji so aretirali več kot 200 ljudi zaradi uničujočega potresa, posledice katerega so hujše zaradi nespoštovanja gradbene zakonodaje. Med aretiranimi so predvsem gradbeniki, medtem ko na politični ravni preiskava ni odnesla skoraj nobenega funkcionarja, kar vzbuja nemalo kritik med ljudmi. Tako, zdaj smo pa res pri koncu. Hvala, ker ste vztrajali z nami do konca. Mi se znova vidimo prihodnji petek v odmevu tedna. Do takrat pa spremljajte redno dogajanje, ki ga vsakodnevno obeležujemo in spremljamo na portalu Domovina. Nasvidenje.